Dober večer in vsi dobrodošli. Nisem jaz v bistvu gostiteljica, je Vodnikova domačija na novo odprta v tem krasnem prostoru. 22. festival Pranger je zdaj odprt, ker bo Nežka Struc imela pogovor o hrani in poeziji, konceptualna debata, zavestno, jaz bom rekla Liponik, je pa tudi Liponik, in Ajo Zamolo. Bi pa še Natalija Milovanovič, producentka letošnjega Prangerja, povedala kaj o dodatnih vsebinah današnje debate, ki so tam zadaj. Namreč so se dogajale ob čudnih urah danes zjutraj in tako naprej. Udeležena je še mama od naše specialistke za socialne medije, ki je slaščičarka, tako da vljudno vabljeni vsi kasneje, ko bomo vse konceptualno zvedli, kaj o hrani. In v Radovljici o hrani imamo 3 sprejeme, od tega so, veganske, tople, enolončnice in podobne dragotine. Tako, veste vse o festivalu na spletu in Natalija, prosim, povej danes in jutri, ko boš moderirala tukajšnje branje. Zdravo, dobrodošli. Jaz se že zelo veselim tega pogovora, ker že lani, ko so rekli, da bo tema poezija in hrana, sem bila že lani vesela. Zdaj v pripravah na pogovor pa se nam je zdelo, da ne moremo imeti poezije in hrane brez hrane. In ker imamo ravno izbrano knjigo Jabolk, smo iz jabolk naredili veganske kozarčke in vegansko in nevegansko pito jabolčno. Tukaj na mizi si pa lahko postrežete še s poezijo naših izbranih pesnikov in pesnic Festivala Pranger 2025. Tukaj najdete pa kolaže iz verzov 6 izbranih pesnikov, ki jih vidite gor in s katerimi bomo jutri imeli še pesniško branje. Prav tukaj ob 6 tudi jutri prisrčno vabljeni. Zdaj pa predajam besedo Nežki in odpiramo Festival Pranger 2025. Hvala vsem zbranim, dobrodošle in dobrodošli. Zdaj v tem prostoru potekajo dogodki kakšen teden. Malo me... A je sam tišje? A ja, ker se toliko derem? Okej. Vse v redu. Torej, v tem prostoru potekajo dogodki s tem pohištvom kakšen teden. Sem upala, da smo pač tukaj prvi v takšnem settingu, ampak žal nismo. Torej, nahajamo se v knjigarni Vodnikove domačije Šiška, ki je odprta ob dogodkih. Glede knjig, ki so na Prangerju, so za Urško in Natalijo, jih lahko vidite, tudi kupite. Najprej tega malo EPP-ja, promocije knjig in spodbujanja nakupovanja knjig, čeprav ful podpiram knjižnice tudi. Potem udeleženi pri pogovoru imata mogoče sabo tudi knjige za kupiti, tako da tudi Vesna nima, Aja pa ima še mogoče kakšno. Torej, danes se bomo pogovarjali o poeziji in hrani. Zdaj vajina poezija se navezuje precej na hrano, mogoče ne čisto v prvem planu, ampak v drugem ali pa tretjem. Tako da me je zanimalo v bistvu, na kakšen način razmišljata, vpeljujeta hrano v poezijo, kako o njej razmišljata. V glavnem se bomo dotaknili tega, kar sem vama pač tudi že nekako namignila z vprašanji. Zdaj čisto nekaj kratkega o Vesni in Aji. Vesna Liponik je zraven tega, da je pesnica, je tudi branjevka, prodaja jabolka. Rekla sem si, ko sem vadila pač ta uvodni del, da ne bom tega skoraj prvega rekla, ampak vseeno pač valjda, da sem. Potem je pa tudi mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU,
jo zanimajo premene konceptov človeškosti in živalskosti v sodobni filozofiji in estetiki. Izdala je 2 pesniški zbirki. Prva, Rokorazje, ki je izšla pri Škuc Lambda, je bila nominirana za 3 nagrade, če sem prav poreštela. Potem druga pa je Jabolk, ki je izšla pri isti založbi, pa bomo se tudi danes verjetno o njej več pogovarjali v okviru poezije in hrane. Aja Zamolo, magistra biodiverzitete in ekologije, skoraj sem tudi to kar spojila v ekološko biodiverziteto, ampak ja, dobro, dovolj besedičenja oziroma humorja na mogoče nepravem mestu. V glavnem, izdala je prvenko nenaključno 2020 pri Črni skrinjici, tako da danes pa se bomo v bistvu v tem smislu navezovali na tvojo poezijo, ki je predvsem predstavljena tam. Zdaj za začetek, kot sem tudi že napovedala, bi vaju vprašala nekaj o konceptih, ker smo na konceptualni razpravi, na kakšen način, če se kadarkoli odločata, da v poezijo nekako vpeljujeta koncepte, kateri koncepti so to in zakaj pišeta o njih, če pišeta o njih. Vesna, mogoče. Ja, najprej lep pozdrav vsem, no, da ne bom kar prešla na vprašanja. Jaz bi se zahvalila Nežki za povabilo in za organizacijo. Mislim, da sem bila tega povabila, mislim, da je to eno od povabil, ki sem je bila res vesela. No, zdaj pač tisti, ki me malo bolj poznajo, vedo, da pač na koncu dneva je pravzaprav vse, kar me v življenju konceptualno in nekonceptualno zanima, v bistvu hrana. Tako da se s tem kar precej ukvarjam. Ja, jaz bi rekla, da pač, kar se tiče konceptualnosti, mislim, da v vsakem primeru, vsakeč, ko pišemo o neki konkretni stvari, torej se že ne moremo izogniti tej pojmovnosti in hkrati pač torej, če delamo z jezikom na kakršenkoli način, se pravi v literaturi je to najbolj izrazito in pri tem že gre takoj za neko arbitrarno razmerje med tem nekim pojmom, na katerega se nanašamo, in med neko konkretno stvarjo. In to je recimo tisto, kar je mene nekako zanimalo, se pravi torej konceptualnost, ki vedno jedri v neki telesnosti oziroma v neki konkretni otipljivosti. Zdaj v mojem primeru pač to pomeni jabolka oziroma konkretno jabolke. Zdaj jabolka so pač izjemno pojmovno, simbolno obložen sadež in se mi zdi, da z jabolki sem jaz želela narediti nekako nek odmik od tega. Zdaj nek ta drug vidik te pojmovnosti oziroma konceptualnosti se mi zdi, da je poskus oziroma nujno preseganje žanrov, kar sem pač počela v zadnji pesmi oziroma v Stvarnem in imenskem kazalu, kjer sem pač nekako konkretno želela nakazati, da vse te, da v bistvu, ne, recimo, če imamo v velikem delu nekega sodobnega premisleka, preseganja, mešanja žanrov, recimo govora o teoriji fikciji, potem imamo autofikcijo, potem znotraj tega recimo autoteorijo, recimo zakaj oziroma na kakšen način bi bilo mogoče govoriti recimo o nečem takem, kar bi lahko imenovali recimo teorija poezija. To recimo je nekako bil ta nek premislek tukaj zadaj. In hkrati pa pač se mi zdi, da delati stvarna in imenska kazala je pač res zahtevna stvar, ker vedno nekatere stvari izključiš. Torej nekatere, vedno gre za nek pogled, ki je zamejen. Hkrati pa v bistvu, ne vem, če poznate te zgodbice, bila je ena zbirka Časovni stroj. Jaz sem to ful brala, ko sem bila otrok. Se pravi, ti pač v zgodovini, ti prideš na neko točko recimo in potem si izbereš, imaš 2 opcije, kako nadaljevati zgodbo. No. In se mi zdi, da sem jaz na nek tak način recimo lahko deluje tudi pač stvarno in imensko kazalo. Ne. Se pravi, ti imaš nek vstop, nek koncept in potem lahko vidiš, koliko se pač to nekako, ta nek avtorski, ta nek bizaren, teoretski avtorski komentar ujema z nekim tvojim branjem ali pa interpretacijo nekega teksta.
Imam eno podvprašanje pri tem. A se ti je kdaj dogajalo, ker meni namreč se pri imenskih in stvarnih kazalih, da recimo ni tega noter, kar bi si ti želela, da je pač potem, ko prebereš tekste, tudi iz tega, kaj je izhajalo, pač se to je čist mini podvprašanje, ampak ker se ni povezano zdaj tok direkt z hrano, no, ampak vseeno. Ja, mislim, to je bilo meni recimo najbolj fascinantno, da na koncu, ko sem jaz pač urejala knjigo, se v bistvu sploh nisem več ukvarjala z drugimi teksti, ker sem si pač dala opravka s tem stvarnim in imenskim kazalom. Ne? In pač ravno to, v bistvu, koliko je pravzaprav to zahtevno in kako vedno nekaj izključiš, ne? In vedno pač ustvariš neko prizmo tega. Ne? Tako da, če sem prej pač res oboževala stvarna in imenska kazala in je pač ta triki stvar, da pač nečesa ni, pač zdaj res ja, okay, pač to je kar umetnost delanja stvarnih in imenskih kazal. Ja. Ampak dobro, to je za nek tak malo geekovski dodatek, sorry. Ja, mislim, meni je to ful zabavno, sicer nisem, mogoče bi mogla večkrat to početi, ampak koncepti, Aja? Ja, jaz najprej, ko sem pomislila o nekem razmerju med koncepti in poezijo in ali poezija je pisanje o konceptih, se s tem vprašanjem do te točke, tako da hvala, nikoli nisem ukvarjala. Zagotovo sem se veliko ukvarjala s konceptom svoje zbirke, ker ga pač ni imela v svojem začetku oziroma nastajanju in sem v bistvu največ dela imela z urejanjem zbirke in bi si v prihodnje želela imeti boljši proces v smislu že nekega konceptualiziranja zbirke vnaprej, že v času nastajanja samih pesmi. Zdi pa se mi zanimiv ta premislek, da v bistvu se s poezijo na nek način odmaknemo ali pa se skušamo odmakniti od tega širšega opisovanja konceptov, torej kjer bi mogli našteti skoraj da vse, da torej ta nek oris, konceptualni oris vsebuje vse ključne primere ali pa smeri, ki bi jih radi zaobjeli, medtem ko pač s poezijo lahko z nekim dobro premišljenim redosledom besed, torej z nekim verzom, v bistvu se nanesemo na nek koncept z eno zelo konkretnostjo, hkrati pa tudi neko ostrino. No? In to se mi zdi v bistvu ta dober pristop, ki ga pač poezija nudi in ki ga jaz pridom izkoriščam, zaradi tega, ker se mi zdi, da marsikateri koncept bi bil v življenju bi od mene zahteval liste in liste nekega besedila, medtem ko ga pač s poezijo lahko v bistvu na zelo strnjen način skušam ali zaobjeti ali pa porušiti na nek način. Okay. Še tudi mini podvprašanje, imaš kakšne konkretne koncepte v glavi pri tem? Recimo pač koncept odprtega prostora ali pa skupnosti ali pa pač recimo tudi nekih teh stvari, s katerimi se ukvarjam v prvem delu zbirke, so mi taki, ki se mi zdi, da sicer v življenju zahtevajo od mene ogromno enega besedila, lih skozi poezijo pa sem v bistvu našla pač neke redoslede besed, ki se mi zdi, da ne terjajo nič več od tega. Okay. Naslednje vprašanje, torej, da gremo zdaj končno na hrano, potem v vodu, da smo se malo umirili pa padli not v temo, mislim predvsem jaz, ampak dobro, očitno se še nisem umirila. Torej, kakšna je razlika po vajinem mnenju med snovno hrano pa tisto hrano, ki je v poeziji, pa kaj je za vaju hrana v bistvu v obeh primerih? Če mogoče Aja, zdaj ti... Lahko bi rekli, da je razlika očitna, ampak hrana v poeziji, torej pač nekaj, iz česa črpamo, da pesem sploh nastane, je lahko tudi snovna hrana. Jaz sem se o tem prepričala, ko sem šla čez svojo zbirko in označevala pesmi, v katerih omenjam hrano in res jih je ogromno. Tako da pač mislim, da na nek način tudi recimo glagol hraniti se je zelo hvaležen glagol, ki lahko zaobjema in nesnovno in snovno hrano in mislim, da ga tudi s pridom izkoriščamo. Zdaj, kaj je ta očitna razlika ali pa recimo, kaj so lahko sporednice med hrano v poeziji in snovno hrano, ne bi šla v naštevanje, kaj vse je lahko hrana pač v sami poeziji, ampak mislim, da bi o tem lahko zelo veliko zvedli, če ta dogodek ne bi bila konceptualna debata, ampak bi bil kuharski dogodek, na katerem bi v bistvu pesnice in pesniki kuhali in mislim, da bi lahko bili čisto fino presenečeni, koliko enih vzporednic bi našli med tem, kako nekdo kuha in kako nekdo piše. Pač ne bi šlo samo za sestavine, ker seveda rečemo sestavine, pač pri snovni hrani si predstavljamo, kaj so.
Pri poeziji pa torej ne smatram, da so sestavine samo besede, ampak je pač nekaj, kar nas navdahne ali pa iz česa pač črpamo. Ampak pač verjetno bi bila sporednica v samih pristopih, ne? Torej kako ljudje delamo različne kombinacije, a smo zelo nagno pač nekaj premešamo noter ali ful premišljeno. Tako da na ta način bi se mi zdelo, da bi največ teh razlik pa podobnosti lahko našli. No? Ja, sej je tudi delavnica kuhanja in poezije, mislim, da v soboto, ne, da je. Ja, tako da ne vem, če so prijave še odprte, ampak mogoče vabljeni. Ja, ok. A se ti zdi, ok, še mini podvprašanje, a se ti zdi, da drugače kuhaš pa pišeš? Mislim, da bi se ta dva pristopa ful razlikovala. Ne, jaz mislim, da delam dokaj podobno oboje in oboje ful rada počnem. Mislim, seveda predpogoj, da lahko to enačimo ali pa sploh primerjamo je, da oboje radi počnemo. Ne? Mislim pač imeti neko pesnico, ki absolutno ne rada kuha, bi težko usporedili. No? Pri meni se mi zdi, da mi oboje gre tako, je približno ista kombinatorika. No? Jaz bom zdaj tu kar dodala, ne, pač Aja dela ful dober čatni, by the way, ne. Ampak mislim, da imava z Ajo tudi ene skupne izkušnje v zvezi s tem, kar pa pač v bistvu mene zanima v zvezi z poezijo in hrano. To je ne to, kaj je hrana, ampak kdo je hrana in pod kakšnimi pogoji in v kakšnih okoliščinah in kako pravzaprav ta razmerja moči, ki se znotraj pojmovanja nekoga ali nečesa kot hrane vzpostavljajo. In moram reči, da pač pri nekih začetkih nekega veganskega aktivističnega delovanja je bila Aja vedno ta oseba, ki pač si jo lahko poklical, če si želel pač recimo ukrast kuro iz MSU-ma in kaj podobnega. Tako da to je v bistvu tisto, kar bi recimo, kar mene predvsem znotraj tega zanima in to se mi zdi tudi fino, kar je Aja rekla, ne, čeprav to neko skupno kuhanje, to že tako skoraj meji na nek v bistvu tak malo pesniško-plesni performance, ne, recimo. In ja, to je bilo tudi meni zelo fino, recimo ravno to preseganje meja med hrano v poeziji oziroma med tem nekim pojmovnim svetom literature in nekim realnim zunanjim svetom je bilo recimo meni tisto ključno in zato sem recimo, ne vem, ko sem imela pač prvi dve predstavitvi knjige, sem pač, ena je bilo ravno Med vrsticami lani, kjer je bil dogodek zasnovan na ta način, da je bil 5-hodni meni iz jabolk. Se pravi, da torej med branjem poezije o jabolkih in med pogovorom je torej potekalo prehranjevanje z točno temi jabolki, o katerih je na nek način bilo govora oziroma o katerih se je bralo. In potem je seveda kot sledica nastopila še drag kraljica, ki zdaj osvaja slovensko drag in ne drag sceno, Trula Višnja. Drugi dogodek pa je bil v bistvu to, da, ker pač kot je Nežka povedala, ob sobotah prodajam jabolka na tržnici Moste, da je torej pač bilo mogoče kupiti knjigo in ob tem dobiti zraven 2 kilograma jabolk. In to je recimo ravno tisto, kar pač mene pri hrani zanima, torej kaj vse je hrana oziroma ko kuhamo, kateri vsi konteksti pravzaprav to hrano prečijo in pri tem gre pač za mnogo nekih okoliščin, se pravi gre za razredne, spolne, rasne in tako dalje vidike. In to je bilo v bistvu na nek način tisto, kar je tudi pač valjda mene zanimalo v tej drugi knjigi. Kako lahko nekdo, in ne nazadnje, jaz mislim, da tukaj, da ko govorimo o hrani v poeziji in izven poezije, je problem ravno v tem, da gre za isto hrano. Se pravi, torej telesa, ki so v nepesniškem oziroma ki so v svetu razkosana, so na nek metaforičen način razkosana in uporabljena tudi v poeziji, pri čemer pač gre recimo tako za živalska telesa, o tem je recimo pri nas seveda pisal Jure Detela najbolj, in hkrati tudi v bistvu za rastlinska telesa oziroma za neživo naravost, ki pač predstavlja največkrat neko inscenacijo nekega razpoloženja, se pravi neko jesensko vreme, neka turobnost, melanholičnost in pač v bistvu mi ne uvidimo
samostojnosti in avtonomnosti teh pojavov. Tako da kar je tisto, kar mene zanima, je pravzaprav ta nek agency ali pa neka vršilskost hrane ali tega, kar imenujemo hrana, kako se spostavlja kot nekaj samostojnega in nekaj ločenega od človeškega in hkrati po drugi strani, kako v bistvu to razmerje med človeškim in nečloveškim oziroma med hrano in med tem, kar je za človeka hrana in človekom spostavljati v bistvu na nek drug način. In kot vidimo, pač je dejansko hrana vedno bolj v ospredju vseh sodobnih debat. In zato se mi zdi, da je pač tudi ta okrogla miza pač zelo pomembna, ker o hrani pač vse ogromno govori. Za čist najbolj brutalen primer, genocid v Gazi poteka na podlagi stradeža, to je stara genocidna vojna strategija, znana že iz Irske, iz Indije. Po drugi strani lubenica kot simbol upora, a bomo po Gazi sploh še lahko na lubenico gledali kakorkoli drugače. Potem dalje, valjda, klimatske spremembe, vemo, kaj je pač eden od glavnih vzrokov, poleg fosilnih goriv, o katerem se vse premalo govori, torej pač seveda industrijska živinoreja. Sama beseda kapitalizem ima v svoji etimologiji kapitalis, to pomeni glave živine. Se pravi, je bila pravzaprav sam kapitalizem vedno vezan na posedovanje hrane oziroma tega, kar je pojmovano kot hrana, torej živine, torej rejnih živali, torej glav. In seveda tukaj pač vidimo, da bo tudi poezija oziroma poezija že, hvala Bogu, znotraj tega spreminja odnos do hrane. Se pravi, da torej gleda ravno na te neke sodobne pojave in to je tisti, se mi zdi, da zanimiv del poezije in sodobne umetnosti, kjer pač vse to skupaj premišlja. Torej pač industrijska živinoreja, ki povzroča izumiranje vrst, degradacijo soil, prsti, bizarno, degradacijo prsti, nadalje, ki ogroža v bistvu pač tudi ne samo številna nečloveška življenja, ampak pač seveda tudi številna človeška življenja in tukaj pač pride potem tudi v bistvu rasna problematika, v bistvu kolonializem se začenja hkrati kot uničevanje v bistvu nekih kultur, hkrati njihovih kultur z spodrivanjem in spostavljanjem monokulturnega industrijskega kmetijstva in pa seveda pač recimo ponovno se lahko vrnem na začetek v Gazi, mislim, vsak genocid poteka hkrati z ekocidom. In brez tega ne gre, se pravi, da ti pravzaprav uničiš hkrati z ljudmi tudi pogoje za njihovo preživetje, uničevanje nasadov oljk, uničevanje pitne vode, uničevanje prsti in tako dalje. Ja, zdaj v bistvu smo že se malo dotaknili enega mojega naslednjega vprašanja, ki bi bilo, na kakšne načine pisanja o hrani razlaga tudi odnose med bitji. Pa zdaj v bistvu mislim, če še imaš kaj za dodati še na to, naprimer tudi čist iz tvoje poezije še kaj lahko, ampak mogoče še Aja, če bi kaj dodala na to temo? Jaz mislim, da pač to vprašanje je v vsakem primeru pač odgovor presega minutažo, ki jo imamo na razpolago, tako da v bistvu se mi zdi, da je Vesna lepo povzela vse nastavke za razmišljanje, ki jih lahko črpamo iz krožnika, torej svojega ali pa sosedovega, kakorkoli, pač kaj se nam na krožniku znajde. Pač ja, mogoče se zdijo banalne stvari, ampak seveda pač poleg nečloveških živali imamo tudi koruzo, ki jo lahko nanesemo na kolonializem. Mogoče še ena stvar pri hrani, ki se mi zdi, da je poleg vsega naštetega, ne smemo pozabiti, je v bistvu ta avtonomija, ki nam jo pridelava hrane kot taka nudi. Torej to, da smo mi sposobni pač si vzgojiti lastno hrano in imeti v bistvu dostop do zemlje, ki je marsikomu onemogočen, tako kot pač je onemogočen dostop do same hrane, isto do pač njene same pridelave, je pač nekaj, kar je absolutno vredno premisleka in to pač smotrnega premisleka, ker to ne pomeni samo zavedanje in afirmacijo nekega poljedelstva, zato ker pač prehrani
ljudi, ampak tudi načina, na kak način, torej tudi načina, kako se izvaja, torej premislek glede naravovarstvene škodljivosti, pač intenzivnega kmetijstva, ampak hkratne pač potrebe po sami pridelavi hrane. Ja, mislim, jaz bi zdaj tu pač nekaj dodala iz čisto nekega pač osebnega. Ne. Mislim, ja, koliko so pomembne pač res te prehranske politike in koliko so pač v središču in pač to, da seveda pač imamo, recimo mi imamo pač katastrofalno samooskrbo recimo v Sloveniji, kar se tiče sadja in zelenjave, ampak po drugi strani pa spet, ja, seveda je ful pomembno ja, imeti pač neko to možnost svoje pridelave, ampak spet je pa treba gledati recimo tudi na to, da še vedno so pri nas največkrat pogoste družinske kmetije, kar posledično pomeni, ne, da če si ti nekdo, ki pač naj bi nasledil to družinsko kmetijo, je to pač en ogromen, brutalen pritisk, recimo, ne. In hkrati pač tudi bi se te politike mogle tudi z tega vidika spremeniti. Ja, no to je recimo tisti vidik, ki je pač recimo mene zanimal, ne. Kaj pravzaprav pomeni to, da si ti naslednik nečesa, hkrati pa pač to ne želiš biti, spet po drugi strani pa pač recimo se zavedaš pomembnosti tega in to je ena taka zelo zapletena, paradoksna situacija v resnici, ne. Ker pač dejstvo je, da ukvarjati se s kmetijstvom in pri tem govorim z kmetijstvom na način, da ti živiš od tega in samo in izključno od tega, ne da pač recimo delaš to kot neko stransko stvar, pa se ukvarjaš še z nečim drugim, pač je dejansko težka in stvar, ki zahteva pač celega človeka in res postavlja neko pač specifično vez z nečloveškim. Ne. Če rečemo, da neke stvari recimo delaš 24/7, je to še v bistvu, po mojem mnenju, en korak dlje od tega. Se ti v bistvu tudi pišeš in o kmeticah in o delavkah, ne? Mislim, vsaj tako sem dojela v knjigi. Ne? Pa je pač to tudi en zanimiv pogled, v bistvu, ker se mi zdi, da se redko kdaj v poeziji pojavlja. Recimo. Ampak je ful, mislim, v eni pesmi potem tudi lahko zaobjameš neko v bistvu zgodovino osebe. Ne? To naprimer v antropologiji bi se to, mislim, se to dosti krat pojavlja, ampak v poeziji pa se mi zdi ne na tak način. No? Pa mogoče vajna poezija v povezavi s hrano, recimo, ker zdaj smo se v bistvu dosti pogovarjali, ampak če bi lahko kakšno pesem, pač to je v bistvu ja, ni vprašanje, ampak prošnja, prebrali, ko se navezuje na hrano. Naprimer, ko bi se vama o tem, kaj smo se zdaj pogovarjali, v bistvu, da nekako povzame, da vidimo, o čem govorimo tudi. Ja, mogoče kaj drugega spraviti. Jaz bom pragmatično kar prebrala pesem, katere vers je bil v najavi, če slučajno koga zanima. Pa sicer jo tudi nikoli ne berem, tako da mi je malo zato všeč. Naspati se v mejah možnega. Slutiti, kaj vse gre lahko narobe in kljub temu poskusiti. Preden se dan sestavi, ostati na mestu, kjer te nekdo brezpogojno sprejema, nepremičnega. Ljubiti v mejah možnega, spustiti se z grebena, v brezpotja, brez razgledov. Poskusiti v mejah možnega, kajti sestavine niso le, kar imaš v hladilniku. So zvonci sosedov, so polne kapuce, ko prideš s prehoda. Zakaj si izbrala to pesem? Ker je bila v najavi ali še... Se sem rekla čisto pragmatično. Pa ker je nikoli ne berem, te druge s hrano skozi berem, ampak lahko še kako. Ne, jaz se ful spomnim vedno, pač te kapuce so mi čist nice, ne? To mislim ful dobro res. Ker v bistvu ful dobro pozame ravno to, na kak način soživiš lahko z drugimi ljudmi, ne? Mislim, pač čistko. Vesna, boš ali še? Ja. Mene v bistvu tudi te kapuce spomnijo na nabiranje hrane. Ja, se je. Ja, kar je pa v bistvu tudi malo tvoja tema, ne? Ja, ja. Jaz bom tudi obrala isti pristop, no.
In če ne verjamete, tudi jabolka izumirajo in tudi jabolka so kiti in jabolka zobje. Pa me zanima, zakaj si ti zbrala ti dve pesmi? Ja, torej, zbrala sem jih zaradi tega, ker naprimer Ajina se mi zdi, da nekako nakazuje na to, na kakšen način se hrana v bistvu gre v skupnost, recimo, na kakšen način je ta vezni člen. Ne? Pri tebi pa v bistvu se mi je zdelo, da se navezuje in na okoljske problematike, pa tudi na, v bistvu, na to, kako se hrana transformira v telo, recimo, pač v poeziji. Ne? Kar bi pa bilo potem v bistvu naslednje vprašanje. Pač se mi zdi, da vajina poezija se zelo povezuje s telesom, mogoče celo potem, ko sem brala pač te tvoji dve zbirki, mislim, Vesnini dve zbirki, pa Ajino eno, sem pač, ful sem si nekaj izpisovala in vse to in je, ne vem, mogoče celo se bolj navezuje na telo kot na hrano, tistem direktnem planu, ne? Ampak se pa vseeno transformira v hrano, nekaj sem si še napisala, torej in v neke družbene vezi in pa tudi v razkroj, se mi zdi pri tebi, ne vem, vsaj tak jo malo mogoče dojemam. Pa me zanima ta del, torej kako se hrana, če se osredotočimo na poezijo, kakšno, na vajino poezijo, čisto konkretno, kakšno ima povezavo s telesom hrana? Lahko štartam kjer si se v bistvu ti nanesla, torej hrana kot neka vez, zaveza, skupnost. Pač cel prvi del moje zbirke je posvečen skupnostnim oziroma podnaslovljen z skupnostim in v njem se ogromnokrat pojavlja hrana, zato ker se mi zdi, da neko skupnostno prehranjevanje, pa ne samo prehranjevanje, ampak tudi v bistvu kuhanje je neka praksa, ki se bori proti razkroju same skupnosti, torej razkroju skupnosti na neke posameznike, ki seveda v končni fazi v povezavi s hrano potem kuhamo sami, samo zase in pač podobno. In zdi se mi, da pač ravno kuhanje ali pa prehranjevanje kot neka praksa je nekaj, kar je lastno vsem nam in je del naših vsakdanov in ga je zato mogoče lažje deliti. To prakso, pač seveda nadgradnja tega ne samo, da smo skupaj, je pa tudi to, da imamo neke skupne razmisleke o tem, kaj pristane na krožniku, odkot prihaja, zakaj smo se odločili, za koga kuhamo, v končni fazi tudi kdo kuha, to, kaj je tudi v bistvu Vesna že prej nakazala, ne, pač neke patriarhalne vzorce, ki jih pač skušamo presegati in pač podobne stvari. Tako da zagotovo se mi zdi, da skozi hrano se gradi močna skupnost in hrana lahko v bistvu skupnost tudi na nek način krepi. Tudi, mislim, ne gre samo zdaj za neke, rečemo, politične skupnosti ali pa skupnosti pač nekih ljudi, ki imajo v bistvu neke temeljne razmisleke o tem, odkot pač prihaja hrana, ampak tudi sicer, mislim, hrana je povezovalni moment na raznih nivojih v naši družbi in na družinskem in recimo službenem, ko gremo skupaj, je mogoče malce ali pa pač ta moment, ko pač malo poklepetamo in se mi zato zdi vredno jo ohraniti in videti kot ta ključen element. Pač ta nadgradnja premisleka pa seveda je pač zelo zaželjena, ne? In mislim, da je tudi ravno ob hrani ta moment, da se jo vpelje, pač ta nek osnovni premislek. Še nekaj sem hotela reči. Seveda, da je hrana pa pač tudi na neki skupnostni ravni lahko neko recimo, če si vzamemo, prej ko si omenila pač ta turoben prvi jesenski dan, ne, mislim, kaj rabimo, da je dan boljši, ne, pač vročo zelenjavno juho, ne, mislim, to je tisto, kar pač pogreje telo in pogreje duha in če pač to delimo, je pa pač toliko še boljše, ne. Tako da v tem nekem smislu tudi skrbi drug za drugega, pač preko hrane. Razen, če nekdo ne mara zelenjave, pa je špagete s kečapom, recimo, to bi šlo. Povezava med telesom in hrano. Mislim, jaz bi se najprej še navezala na Ajo, pa na to zadnjo stvar, ki je rekla.
Ja, to je v bistvu res. Ne. Hrana predstavlja neko tako, recimo meni osebno predstavlja neko tako stabilnost v življenju. Ne. Pač to so neke stvari, ki pač počneš in jih moraš početi in pa pač, če jih nekako narediš na nek dober način, ti lahko pač ful, v bistvu, nekimi takimi malenkostmi si lahko pač v bistvu iz nekih nujnosti polepšaš ali pa narediš stvari, ne, ali pa dan, ali pa whatever. Ampak če hrana in telo, ja, mislim, kar mene zanima, je itak pač hrana kot telo, se pravi ta nek metabolični odnos do sveta. Zdaj tu lahko gremo čisto v Johna Bellamyja Fosterja, ki pač izhaja iz Marxa, pa pač tega Metabolic Rift, kjer je pač itak naš odnos do sveta v osnovi pogojen z tem razmejitvijo ponovno človeškega od nečloveškega in modernost pravzaprav bazira na tem. Po drugi strani pa metaboličnost v smislu tega, ne zgolj tega, da mi nekoga ali pa nekaj použivamo in pač sam ta proces in s katerimi deli telesa to počnemo, recimo pri jabolku je pač konkretno so to zobje, en tak zelo močen odnos recimo, hkrati zobje kot pač tudi nekako močno simbolno obremenjenje, ne kazati zobe in tako dalje, to, da imaš zobe. Po drugi strani pa tudi to, da v bistvu smo mi nekako tudi del tega, da smo pogoltnjeni. Recimo, ne vem, v enem tekstu imam jaz o hiši, ki te poje, o jabolku, ki poje tebe v resnici, to zdaj v čisto nekem metaforičnem smislu, pa tudi nekem čisto zelo konkretnem izkustvenem smislu. Recimo, jaz imam ful dostikrat sanje, v katerih tako zelo v maniri Shirley Jackson, kjer v bistvu hiša oziroma prostori pogoltnejo človeka. In kjer se hiša in prostori v bistvu premika in so nekako neka prostorskost, ki v bistvu ponavadi dojemamo kot nekaj, kar nas varuje ali pa nekaj, kar pač je statično in stabilno, je v bistvu premično. Recimo, kar je meni tudi pač zelo ena taka fascinantna zadeva, kar na nek način tudi kaže ne, pač ponovno na to recimo neko spremenljivost in naravo in to, kar imenujemo narava. No, če se pa vrnem zdaj nekoliko nazaj, telo kot hrana, recimo na kakšne načine mene konkretno zanima, predvsem, kjer to telo kot hrana uhaja temu, da je hrana. Ne? Se pravi pač, ne vem, konkretno pač recimo bik, ki pobegne iz klavnice, je recimo v kontekstu živali, v kontekstu rastlin oziroma pač drugih bitij, pa me je mogoče v tej drugi zbirki zanimalo tudi to, en cikel je boj sadnih škodljivcev. Recimo torej nekaj, kar ponavadi dojemamo kot to, kar nam ogroža pridelek, v bistvu kako na to pogledati tudi z nekega drugega vidika, pač pravzaprav kot neka bitja, ki tudi samo v bistvu skušajo preživeti in imajo pač neko svojo avtonomijo in pač ponovno bijajo nek boj, recimo. Ne. To. Ta pesem, ko je o hiši, a to je tale o mačku pa mami ali kjera druga? A lahko prebereš mogoče, če jo najdeš na... Ja, to sta ti dve, ja. Bom krajšo prebrala. Vsako noč pride hiša v hišo, da bi me pojedla kot jabolko. Hiša ni zapor in zapor ni hiša, to da jabolko. Okay. Zdaj razen telesa se mi zdi, čeprav ne vem, tako se mi zdi, da bi se še nekako mogle tega dotakniti, pa ne vem na kakšen način, mogoče prek kosti, ampak ne vem, pač tako se mi zdi, da nekako bi še morala. Sam bi šla mogoče naprej na v bistvu na spomin pa na neko v bistvu minevanje, kontinuiteto, nostalgijo nekako na to v povezavi s hrano. Pa se mi je zdelo, da je pri tebi bilo to v bistvu tudi neki čuti pomembni, v bistvu nek voh, ne vem, predvsem to mogoče von
v povezavi s hrano. Ja, kar. Ja, mislim, da spomin ali pa čuti definitivno bazirajo oziroma pač je povod za njih von, okus, v končni fazi tudi zvok hrane. Meni je recimo eden izmed najboljših, to, kaj si prej govorila, ne, da po hrani se dan pozna. Ne. Mislim, meni se zdi, da če imam dan, v katerem si ne morem skuhati, je to slab dan, je zagotovo prenatrpan. Filane paprike pesem. Filane paprike, recimo. Mislim, zdi se mi, da pač hrana je tudi na nek način ena enota merjenja časa. Ne? Ali pa je lahko enota merjenja časa, ko se čas ustavi. Recimo, meni eden izmed ljubših trenutkov v vsakdanu ali pa ne vsakdanu je po 2 urih razkoščičevanja in kuhanja in filanja v glaže marmelade se človek ustavi in pol posluša, kako pokajo kozarci. Ne. Mislim, to je tak ultimativen moment nekega dobrega dolgčasa, ne, ki ga lahko tudi merimo in merimo ga v zvoku hrane. Ne. Tako da pač se mi zdi, pač to čutenje hrane je zelo raznoliko. Pač spomini, ki pa pridejo s tem, so pa pač zelo različni. Jaz mislim, da vsakdo od nas ima babico ali pa nekoga, ki pač naredi najboljšo gobijo juho in pač nihče drug ne naredi take in ni veze mislim, niso ključne sestavine, ampak so ključne roke, ne, ki pač jo naredijo. Ne. Tako da jaz mislim, da čist fizično se v poeziji pač ti spomini, ki so privedeni v papir skozi hrano, pač nizajo čez asociacije potem na raznorazne načine. No. Ja, pražak, pa čisto na začetku. Ja, imam. Vonj po filanih paprikah na pražakovi. Nekdo je o tem razmišljal že včeraj, lahko bi bila jaz. A bliže kot jedilniki so mi pokrajine. Pri razdrtem si vedno lahko premislim. Podaljšam dan v iskanju izvirov, one izbirajo. Če sem sama, me zavedajo, izpljunejo prežvečeno, včasih ob izhodišču. Če jih postrežem izbranim, razpirajo dlani in ponujajo skrivališča. Razgledišča nas obračajo tja, odkoder bežimo. Hvala. Če imaš kakšno navezavo na to? Na spomin, kontinuiteto in hrano? Ja. Ja, mislim, jaz, ko sem potem delala to drugo knjigo, sem v bistvu naletela na eno zadevo, ki sem poznala že odprej in sem nekako skušala z njo osmisliti to, tako da sem si nekako imenovala to, kar skušam početi kot kvir georgike. Zdaj, kot vemo, georgike izhajajo že iz Vergila in Hezioda in v osnovi se nanašajo na trdo kmečko delo, pri čemer recimo, če imaš te bukolično, malo bolj idealizirano, malo bolj romantizirano predstavo odnosa med človeškim in nečloveškim naravo, gre tukaj res za to, pravzaprav ta nek vsakodnevni boj za pridelek, za preživetje in tako dalje. In hkrati pa se mi zdi, da se ne nanaša toliko na žanr, ampak res gre za neke materialne in diskurzivne prakse v tem smislu. No. In potem sem razmišljala, na kak način v bistvu bi bilo možno to vrstni v bistvu totalno tradicionalni, patriarhalni, heteronormativni žanr v osnovi pokviriti. Tako da to se mi zdi, da je bil nek ta moj način tudi itak, tako kot sem prej rekla, odraščala sem na sadjarski kmetiji, imam nek sklop ozadij, ki določa mene in posledično zaradi nekega specifičnega pristopa k pisavi tudi mojo pisavo in kako pravzaprav nekako te neke binarnosti, ki zaznamujejo georgike kot nek zgodovinski žanr materialne diskurzivne prakse, pokviriti. In se mi zdi, da je zato tudi zelo fino to, kar je potem Varja Balžalorski napisala v spremnem zapisu, kjer je rekla, da gre za neko, da v osnovi jabolka v knjigi
ne predstavljajo toliko nekega simbola ali pa metafore, ampak v bistvu gre za neko rizomatično omrežje, ne? Ker pač kot vemo, pač to rizom kot termin iz botanike in ki sta ga potem pač uporabljala Deleuze in Guattari, pomeni v bistvu ravno to, da ti ne greš po tem koreninskem debelnem sistemu, kjer pač imaš osnovno deblo in se potem razpolavlja, ampak pomeni v bistvu veliko bolj zapleteno, veliko več je nekih multiplicitet, nekih grč in na popolnoma drug način v bistvu povezovanja podob, besed med sabo. Tako nekako. No. Ja, to se mi je v bistvu v tej zbirki ravno zdelo, da v bistvu je jabolko pač kot neka ta, mislim sicer, ja, ključna točka, ampak v bistvu iz vseh možnih aspektov nekako, ne, na vse možne načine in ne vem, in pač tako kot sadež in kot drugo, in mislim tako res iz vseh nekak možnih, mislim mogoče ne iz vseh, ampak pač vsaj iz multiplih. Ja, pač recimo iz teh kotov, s katerih pač sem ga jaz recimo srečevala. Ne? Hkrati kako združiti v bistvu to neko osebno zgodovino z pač jabolkom kot jabolkom, ki je pač blazno, tako kot sem rekla, simbolno obremenjen. Ne? In pač se mi zdi, da zato tudi ful pomemben ta moto na začetku, pač od Sapfo, taka kot jabolko, sladko zardelo, visoko na veji, tam, kjer se krošnja konča, obiralci so nanj pozabili, niso ga ne pozabili, le niso ga mogli doseči. Se mi zdi, da to že zelo predstavlja zelo dober stop v knjigo na nek način, ker kaže na več aspektov, to je pač hkrati na to, kako, ne glede na to, s koliko različnih aspektov bomo mi gledali na to jabolko, vedno več bo aspektov, pravzaprav vedno več, mislim, vedno bolj bo to jabolko postalo na nek način izmuzljivo in nedosegljivo, ne. Hkrati pa kaže tudi na to, da nekaj, kar mogoče kdaj ne moremo doseči, pozabimo, recimo je pač na neki višji veji in pač recimo človeška roka ne more tega doseči ali pa ne vem, človeški ne more nečesa doseči in velikokrat ta bitja ali pa stvari pozabimo in marginaliziramo, no. To pa se mi zdi, da je tudi pač nek ta drug možen vidik tega branja, ne. Zdaj smo v bistvu na hrano v poeziji pogledali iz ful nekih kotov, zdaj zagotovo smo še katerega pozabile, bom kmalu prepustila še kakšno vprašanje, imate še po moje enih 3 minute časa za razmislek, če bi kdo želel kaj vprašati. Zdaj pa, ker še imam eno vprašanje vmes, tako da imate čas za razmislek, vas pripravim naprej. Torej, pač, ko sem razmišljala o tem, kako bi zastavila to današnjo razpravo, sem pač seveda googlala malo, kakšne so povezave med poezijo in hrano in največkrat naletela na rek, da je poezija hrana za dušo. Pa me zanima vajino mnenje o tem. Jaz bi se nanesla na to, da če ta rek drži, potem pri nas ne bomo lačni, zato ker se mi zdi, da v našem prostoru obstaja toliko dobrih pesnic in pesnikov in tudi v bistvu prevajalk in prevajalcev, ki pač prinašajo dobro poezijo v naš prostor. Tako da bi rekla hvala vsem. No? In upam tudi, da niste spet nanašanje na telo, da niste preveč sestradani med samim dogodkom, kot že rečeno je potem tudi kaj za prigrizniti, zaradi tega, ker ta sestradanost res vpliva na telo, ali od poezije ali pa od hrane. Imaš ti še kak komentar na ta znani rek? Jaz mislim, da je poezija predvsem hrana za telo, da pa pesnica od poezije ne more preživeti, kar pa nas ponovno vrne k vprašanju hrane. Okay. Hvala. Hvala obema za zanimive odgovore. Mislim, zanimive v najboljšem možnem smislu, ne zanimivo v narekovajih. Kot zanimiva hrana. Ja, kot zanimiva hrana, če narediš eno ful pisano rižoto, pa ti nekdo reče, da je zanimiva. Ali ima kdo kakšno vprašanje? Aha, a imate mikrofon? Imamo. Ja, jaz imam še en rek v bistvu za ponuditi, ampak zato, ker sem razmišljala o hrani, v kontekstu poezije, pa potem v kontekstu svoje poezije, ljubezen gre skozi želodec, ne? Češ, jaz
sem tudi razmišljala o tem antropološkem, kar si govorila, ne? Hrana kot grajenje skupnosti, za koga kuhaš, kako kuhaš, skupno prehranjevanje kot zbliževanje in tako. Sem v bistvu potem, ko sem šla pogledat, videla, da imam točno 2 ljubezenski pesmi in obe sta o hrani. Očitno je neka povezava, ki se je prej nisem zavedala, pa sem se je potem kot uvod v ta pogovor začela zavedati. Pa dajte mogoče še ta rek pokomentirati. Meni sicer bližje revolucija gre skozi želodec, ampak tudi ampak mislim, da se tudi ljubezen da stlačiti tja skozi, absolutno. Ja, jaz mislim, da je to spet ena taka stara zadeva, no, še iz rimskih časov, ne, pač to použivanje in pač seksualni akt tudi kot neka inkorporacija nekoga drugega in tako dalje. No, se mi zdi, da to so še te neke ostaline teh tovrstnih predstav, no. Ja, ampak je pa dejstvo, da pač je to zelo intimen odnos, ne. V vsakem primeru gre pač, mislim, da ja, sodelujejo tudi podobni organi, ne. Sem čisto tako zanimivo vprašanje zame. Mislim, rad jem hrano, ampak pač itak hrana sama po sebi je metafora za nek life, zaradi tega, ker ješ, živiš, ne. Tako da v bistvu obstaja pa še ta drug del, ki je na drugi strani, in to je smrt, ne, ki se tudi lahko kaže skozi hrano. Pač ti ste bil primer Gaze, ampak tukaj je ful enih drugih možnosti. Tako, mislim, kanibalizem kot odnos do človeka ali pa kaj. Mislim, imate tudi take dele v vaših poezijah ali samo hrana je nice in uporabljamo jo vedno v pozitivnem kontekstu, ker je to pač seveda nice, ampak ja, ne vem, če sem bil jasen. Ne, sej, jaz sem v bistvu ravno govorila o tem, pač jaz redko uporabljam hrano v pozitivnem kontekstu, razen ko jem, no. Ampak ja, mislim, se to je v bistvu povezano tudi z tvojim vprašanjem, ne, ta kanibalizem in použivanje drugega in kje so v bistvu meje kanibalizma, ne, ki so v osnovi povezane z meji med vrstami, torej med tem, koga jemo ponovno, ne, in koga ne jemo. Ja, mislim, hrana je itak zvezana z smrtjo, ne, pa mislim, saj prebavljanje je v osnovi razkroj, ne, iz česar pa pač ponovno nekako. Ja, ta pesem, ki v bistvu gre v biku, ne, se mi zdi, da je en tak primer, v bistvu, kjer gre pač bik, ki naj bi bil hrana, I guess, na neki točki se osvobodi, ampak potem v bistvu se ga ponovno uklene in potem je ta vonj po krvi, ki je v bistvu kao ljubezen, sam je pa v bistvu smrt, ne. Ne vem, tako nekako. Ja, to mogoče zelo v redu, ja, res je. Bi jo mogoče prebrala, če še imamo, še malo cajta. Ustvarjeno z ljubeznijo, klavnica košaki, reklamni pano. Iz klavnice je pobegnil bik, taval je po ulicah, oblike so ga zbegale, prišel je do dreves, njih prepoznal, možje s puškami uporabljajo nože za rast in užitek, so mu prestrelili lobanjo, prsi, trebuh, večkrat, zunaj rosilo, hladno in megleno se je pocedila kri, večkrat, bika so odnesli in razkosali. Če se zjutraj pelješ mimo klavnice, lahko vonjaš, ljubezen. Ja, mislim, da je to v bistvu en tak ful, v bistvu dober primer. Ja, mislim, da na nek način celo združi obe vprašanje, ne, pravzaprav. Je pa to v bistvu, ta tekst jaz napisala v srednji šoli, pri, kaj vem, 19. To je bil eden od teh primerov, ko dejansko je bik pobegnil iz klavnice, no. Ta je bil eden bolj zloglasnih celo, no. Ja. Mislim. Ja, in so potem je en bik pač šel in potem se spomnim, da so intervjuvali, ker je šel po mestu, po tistem, ne vem več, kateri kraj je bil Ljubko, nekje tam gor, no, severo-vzhodna Slovenija, in je potem so kar šel mimo trgovina ali bifeja, pa tako, pač okoli, in so potem
intervjuvali ljudi, ne, kako so se, ljudje so pravili, kako so se prestrašili, ne, tega vika in kako grozno je to, ne, tak šok in vse skupaj. Ampak noben ni niti z besedico omenil, ne, ker potem vika so seveda nekako nagnali nazaj, to ne vem točno, kaj se, mislim, lahko vemo, kaj se je potem z njim zgodilo, ne, tega vika gotovo ni več, ne, ampak tako noben pa nič o tem, da v bistvu je bil vik tisti, ne, ki je bil najbolj šokiran pri vsem skupaj, ne, ampak ne, ljudje, ne, tako, tisto poročilo je bilo tako tak šolski primer antropocentričnega gledanja, ne, Ja, se v bistvu teh primerov je ful, ne? Pač po celem svetu. Meni je bilo zdaj zanimivo, sem bila zdaj v Atenah na eni razstavi, Why Look at Animals, zelo fajn razstava, kjer je ena italijanska umetnica, v bistvu tudi en ta najden posnetek, ko tudi prašič v bistvu pobegne, razstavljala. Ampak kar je pa zanimivo potem, no, zdaj če se vrnem malo nazaj, no, pa to razmerje med hrano v poeziji in hrano izven poezije, ne, recimo potem imaš pa te situacije, kot je bilo recimo na simpoziju ob izidu zbranih pesmi Jureta Detelja, ki so šle pri Beletrini, ne, in potem pa imaš recimo, ne vem, zakusko recimo, ne, ampak potem imaš pa recimo tam mleko, ne, ali pa recimo zdaj na tej razstavi v Atenah si šel v tam pač želel nekaj pojesti, pa recimo vse, kar je bilo veganskega, je bil kruh, recimo, ne, in potem tu se tudi vidi ta diskrepanca nekega, ne, mislim, ne moreš ti brati Detelja, ne, da bi pač nekako doumel ta vidik tega in pomembnosti v bistvu tega, te povezave med pesniškim in izven pesniško razsežnostjo sveta, ne. Si še hotela nekaj prebrati? Hotela sem se navezati na to življenje in smrt. Ja, daj. Še čas. Ja, mislim, da. Medtem ko smo živeli, smo hkrati vzgajali smrt. Nekdo je zapisal o vodi v žlici, ki jo držimo v ustih in pazimo, da ne zdrsi dol. Temu pravijo življenje. Nobene žlice, še manj vode v njej, le marmelada je, v katero lahko zabredem s poljubnim kosom pribora. Marmelada, na kateri gojim dneve. Slivova je domača. Na robu pokrovčka je rok trajanja, natisnjen malo po vojni. Kozarci so stalnica. Kot hiše, v katere se ljudje vseljujemo in v katerih umiramo. Embalaža nam je položena v zibko. Nekaj analogij z zapisom pa se vseeno najde. Zapiraj pokrov, plesen je blizu. Ne kihaj, zrak bo napolnil nahrbtnike. A takrat, ko moraš, ko preprosto ni časa za pokrov in ni prostora za dolžino navojev, takrat pusti smrti korak bliže. Naj se čas usede in kristalizira na slivovih olupkih. Če tudi ga prerase zelenkasta prevleka, boš vedela, da je tam, ker se zgodi. Tako da ta se v bistvu navezuje na minevanje v bistvu, ne, in razkroj tudi. Tako da, ja. Še kakšno vprašanje iz publike? Sam mikrofon lahko, da se sliši. Okay. Mene pa zanima, no, je vprašanje za obe, ne, kaj mislite, a sodi pijača in to različne vrste pijače tudi k hrani ali ne? Ker mislim, da s pijačo v zgodovini literature je bilo drugače kot s hrano, kot to, pač suho, pač hrano, ne, kot ker pijača se je začela, mislim, se dosti več pojavlja v poeziji, ne, kot hrana, že če pogledamo v zgodovino, ne. Danes je mogoče to drugače, ne, v sodobni poeziji, ampak če pogledamo zgodovino, ne, je bila pa pijača v bistvu precej pomemben lik, ne, oziroma tema in motiv poezije, ne, v primeri s hrano, ne, z drugo hrano, mislim. Ja, jaz se pač, ne, Škrjanc, Čučnik, ta krog, on ima čaj recimo, ne, je tudi tako, da ima. Ja, čeprav tudi hrana, jaz sem prav razmišljala, ne, v bistvu, ko pač je Nežka povabila, sem razmišljala, fakt, kje zdaj sem jaz res brala o hrani, ne, pač spomnila sem se dosti teh raznih pesmi, ne,
pač na ta način, ampak je pa res tisto hrana fokus. Pa sem se spomnila pač Gertrude Stein, ki ima pač Tender Buttons, ne, iz 1914, ko ima v bistvu ta cel razdelek v bistvu o hrani, ampak tisto je pač spet zelo specifično, ne. Tu je pač, tam je pač hrana v bistvu uporabljena čisto totalno metaforično, ampak hkrati tudi na nek način ne. Ampak to je recimo edini tak del, ki sem se ga spomnila, kjer je res tak hrana, kjer je pač res fokus v poeziji na hrani, kjer ni hrana samo za recimo en delček ali pa nek motiv ali pa ne vem, jabolka se dostkrat pojavljajo, recimo breskve so tudi ena taka zadeva, ki se dostkrat pojavljajo. Ampak ja, to z pijačo pa ja, zelo zanimivo. Jaz mislim, da je razlog v tem zaradi že tega zgodovinskega rituala, ne, pač pitja kave, pitja čaja. Ne. Nihče ne reče, smo si vzeli čas zjutraj in pojedli zajtrk, ne, pač spili smo kavo, na tak način se reče, da se zjutraj zbudiš pa da se spraviš k sebi, ne, pač po domače rečeno. In jaz mislim, da je ta nek ritualizem tega pitja, ki mogoče pri hrani ni toliko prisoten. Ja, v bistvu tega se pa nismo dotaknili, rituala in hrane in poezije, ne. A še to damo 5 minut, potem pa res nehamo. Ne, se si omenila. Ampak ja, ker v bistvu je precej pomembno. Ne? Mislim, se smo omenili, sam nismo šli čist direkt na ritual, ampak je bilo v bistvu torej hrana kot pomemben element druženja in neke vezi, naprimer, to je bilo v bistvu, ki se nekako ritualizira, tako da nismo čisto izpustili tudi tega ven. Ali pa tudi samo kuhanje kot ritual, ne? Ja. Da si ti v bistvu v dnevu sploh vzameš čas za pripravo hrane, da imaš to mogoče, mislim, da imaš to privilegij. Ne? Ja, ali pa pridelava, ne. Ja, ritual, pridelava. Okay. Urška? Jaz že ves čas razmišljam, na kak način formuliram to, zdaj sem, kar se mi plete po glavi, ki ima povezano je s tem, kar ste nazadnje govorili, in s čustvi. Ampak v resnici z vitalizmom, se pravi z odnosom do smrti, ne smrti, oziroma z Erosom in Thanatosom. Hkrati pa recimo, ko smo se spraševali, v katerih opusih je hrana. Jaz sem dosti prevajala Günterja Grassa, on je strahovit, se reče res, strahovit vitalist in on kuhal neprestano. Za cele familije. On je imel 8 vnukov, 16 ali 20 vnukov, 8 otrok. To so pač bili rituali, to so bili seveda kuhal je stvari, ki niso košer, ne vem, kako se reče tisto, kar zgleda, ko brisača iz vampi, ne. Tako je hotel šokirati otroke in tako naprej, ampak to je zelo, in tudi v poeziji njegovi, on je najprej bil pesnik, preden je bil vse ostalo, to je strašno senzualno, kako kuha, kako gre slede kupiti v Parizu na tržnici. On je tisti bil, ki je kupoval pač hrano in jo pripravljal. Ne. Zelo, ampak to me spomni na to, kar je rekla, da ja, imaš čas, imaš ta privilegij, da imaš čas, hkrati imaš pa tudi ta push, ta odnos do življenja, ta vitalizem, ne? Ker če ga nimaš, kaj se zgodi? Ostanke ješ, ne da se ti, nekaj si narežeš, nekaj si daš na kruh, ne? In si bliže smrti, ne? Če ne prideluješ svoje hrane, ne vem, stanuješ v nekem bloku, nimaš, ne vem, tu naša gospa vodja PR ima tudi, mislim, ogromen vrt, ki da vse potem direktno v lonec, pa rada kuha, ne. Eni ne morejo za to, pa bi lahko, ampak se odločijo, da bojo živeli v suhih stenah, brez rastlin, brez tega, ne. Ste to tudi razmišljali, ste zdaj vse 3 vitalistke, ki tak ni problem napisati pesem, ni problem skuhati, ni problem pridelati.
Mislim, vse troje je problem, lahko na neki točki. To mislim, da se vsi strinjamo, da se lahko prav vsem trojem zatakne in tvoren zatakne. Ampak ja, pač seveda je potrebna pač ne samo čas in ta privilegij, ampak pač tudi želja, ki je pač absoluten predpogoj. Jaz sem pač prej govorila o privilegijih z vidika pač te razredne razlike, ki jo pač hrana kot taka naslavlja. Torej, kaj kdo je pogojeno seveda pač z neko željo, ki jo pač imamo v nas samih, ampak je pogojeno tudi z družbenimi in pač danostmi, v katerih smo rojeni in ki so se nam pač nehote oziroma pač zgodile, na katere v bistvu nimamo vpliva. Pač kar se pa tiče želje, pa seveda pač absolutno mora biti pač to predpogoj. Mislim, da ga vse tri imamo. Ja, jaz recimo pač ne vem, koliko je pač neko kmetijstvo pač res zajeban posel, je pa vseeno potem na koncu si včasih misli, kak privilegij pa je, da imaš domače stvari. Ampak potem je trik v tem, jaz včasih recimo vidim mojo mamo, ona je enostavno včasih tako utrujena, da pri vsej ljubi zelenjavi domači, ki jo ima, ona preprosto nima energije in časa, da bi si nekaj naredila. Tako da, tako je s tem, lahko nekemu Gunterju Grassu, ki pač gre tam na tržnico, pa si kupi stvari, pa skuha, ampak, ja, mislim, da so tudi te razredne pa rasni vidiki zelo pomembne, in, ja, spet po drugi strani pa je pa po mojem tudi hrana nekaj, kar absolutno, ne glede na to, z katerega vidika gledamo na njo, je pa pač stvar skupnosti. Se pravi, nikakor pač, to je vedno neka stvar, se mi zdi, ki pač jo počneš z nekom, bodi si, da je ta nekdo na krožniku ali pa ob krožniku. Ja, ne vem, naprimer, kljub pomanjkanju časa, ki ga imam včasih, pa ravno potem, ko ne morem recimo si vzeti časa in naprimer hrane praktično ne pridelujem sama, po moje bi umrla od lakote, če bi to mogla delati, ker ne vem, nekaj mi ne gre, tako da pač moram z ljudmi to početi. Kuham pa ful dobro, pač to se vedno hvalim s tem, ampak ja, ful mi je užitek v bistvu kuhati za druge. Predvsem, mislim pač tako, če moram sam zase kuhati, mi je tako, ne vem, včasih sem potem malo, ne vem, pavšalna pri tem ali pa površna ali pa karkoli, ampak pač tisto, ko pa v bistvu skuhaš za druge, pa so vsi ful veseli, pa hvaležni, pa tako pa je, mislim, je dosti bolj zabavno. Tako da še moja misel čist na to, ki se navezuje čist, ampak je malo pomanjkanje časa, pa kuhanje za druge, pa pridelovanje hrane. Me pa pridelovanje hrane vseeno ful zanima. Pa ja, je lepo deliti s drugimi vse to. Še kakšno vprašanje ali pa počasi zaključimo kar? Če še kakšno kratko? Mislim, da smo si kar precej časa. Aha, še? Tu, na drugi strani. Če se poveže ta razredna misel, še z enim, recimo obstajajo skupnosti, kjer če si ti vreden ljubezni, ti ni treba kuhati. Oziroma, če si ti kaj vreden. V plemenitaških familijah, že tudi v meščanskih so kuharce, so dnevne, pol v nemškem prostoru rečejo tudi tagesmutter, ti imaš dnevno mater za otroka, ki potem skuha, pa potem še ti to ješ. To je, mislim, lahko je vse vezano tudi na to, da je to nekaj, kar je nujno za preživetje in če je nujno za preživetje, je nujno in s tem ni tak velik gušt, ni tak fajn, da moraš nekaj, da moraš, zato ker drugače boš umrl. Skratka, to je še ena taka misel, ki pač opažamo, da si vesel, če imaš ta push in čas poznam to mamo, in redno in veliko kupujem pri njej. In
ampak da imaš sploh čas, potem še oziroma energijo zase to narediti, ker ona pač pride v Maribor, to je takšno bogatstvo, ne? Vseh okusov in barv in vsega, kar ona ponuja in si potem ne predstavljaš, da je to seveda treba vse tja spraviti. To je treba najprej, mislim, kaj vse to pomeni. Nekako v tem smislu, no, z razrednim pa s tem, da če ne rabiš v našem primeru, v mojem primeru recimo, imeti ta čas, da ne prevajam, pa ne vem, bom pa toliko manj prevedla, da si bom skuhala, pa dostikrat tega ne naredim. Ker sem več prevedla, bo hitreje denar padel. Jaz sem mogoče to, zdaj ne vem sicer, če Vesna tudi se rada, mislim, se verjetno ukvarjaš s kuhanjem, ko imaš čas, mislim, ti je to veselje ali ne? Aha, ne, mislim, jaz ful rada jem, no, tako da jaz ful rada kuham, no, pa predvsem je fino z nekom kuhati, no. Ok, ne, ker mislim, mogoče smo, mislila sem, da smo mogoče neka, v bistvu vse eno zbrane osebe, ki jim ni mukotrpno, recimo, kuhanje, ne. Zdaj, če bi bile tukaj druge osebe, ki bi jim to predstavljalo v bistvu nekaj drugega, ne, bi bil po moje pogovor drugačen tudi glede tega, ne. Ker v bistvu, ja, obstaja veliko ljudi, ki jim v bistvu kuhanje ne sede in jim v bistvu jemlje čas na nek način. Ne? In tudi kuhanje, ja, ni vedno niti privilegij, velikokrat dolžnost ukvarjanje s hrano nasploh. Ne? Ampak ja, ne vem, jaz velikokrat mogoče vidim bolj te pozitivne happy-go-lucky aspekte kuhanja in hrane v poeziji, pa mogoče tistih drugih, kjer v bistvu je nekdo primoran v to malo manj. Ja, pa potem so itak tu še pač ti spolni vidiki, ne, in spet pri kuhanju itak, ne, in pri pridelavi hrane tudi, ne, kar pa pač je potem druga plat industrijske pridelave hrane, ne, ki pač imamo ogromno nekih zlorab in tako dalje, ne. Hvala za poslušanje, hvala za udeležbo, vabljene in vabljeni na vse preostale dogodke Prangerja. Če vas, tu še zahvala vsem. Drugače knjige, kot že rečeno, so še tam za Natalijo. Drugače še en pesniški kotiček, pa tam nekje se bo povedalo, kje. To je bilo kao smešno, ampak najlepša hvala. Ja, nič, samo to, da vabljeni vsi in vabljene v Radovljico po jutrišnjem in jutri sem na pesniško branje, bi pa se res bilo treba zahvaliti oziroma povedati, da je današnji dogodek del programa literarnih prireditev bralne kulture Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in da jih je nekaj institucij, požrtvovalnih ekip, pa bi jih vseeno prvič letos navedla, ker so druge kot lani. Se pravi, najprej Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, potem je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Muzej Radovljiške občine, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Turistično društvo Begunje, 43. festival Radovljica, Glasbena šola Radovljica, Osnovna šola Antona Janše Radovljica. In Vodnikova domačija danes, prav lepa hvala, za jutri tudi, UNESCO-ovo mesto literature, Lajerjeva hiša Kranj, Prešernovo gledališče Kranj, tam smo bili predvčerajšnjem in imamo medijskega pokrovitelja Coleman Photo, Video and Aerial, ki nas bo streamal in če ne boste mogli k nam, ker bo dež ali kaj hujšega, ste lahko z nami tam na drug način. To
Sem še kaj pozabila, Natalija. Ne, mogoče pa samo to, da je do Radovljice približno 40 minut z avtom, pa približno 1 uro s busom, ki pelje vsako uro iz Ljubljane. In festival ima 14 dogodkov v Radovljici in to je veliko, ampak se lahko tudi izbere, da pridete na 2, 3, 5, greste domov, pa pridete spet ali pa pridete na enega. Ne? Ja, vabljeni. In vabljeni še Urški, še na pogostitev. Na začetku sem omenjala jabolka, ampak v bistvu imamo še eno bajadero, ker se pojavlja v teh 2 knjigah. Od 2 knjig. Ja.